V poletni vročini in na dopustu poskrbimo tudi za živali. Poleti ni nič nenavadnega, če temperature v ozračju sežejo čez 30 stopinj Celzija. Medtem ko se lahko ljudje temu prilagodimo, pa to ne velja vedno za hišne živali. Sicer se lahko umaknejo v senco, a svojega kožuha ne morejo sleči. Zato pred odhodom od doma poskrbimo zanje. Živali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto. Zato v vročih dneh potrebujejo ustrezno oskrbo. Vsem lastnikom oziroma skrbnikom živali svetujemo. V vročini je treba hišnim ljubljenčkom zagotoviti predvsem svežo in pitno vodo ter hrano. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih prostorih. To velja za vse živali, ne samo za pse in mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ. Če se za dlje časa odpravljate od doma, je treba za živali najti bodisi oskrbo na domu, bodisi namestitev v centrih za oskrbo, v tako imenovanih hotelih za male živali ali drugih organizacijah. Med prevozom živali v osebnih vozilih ali drugih transportnih sredstvih jim je treba omogočiti udobno in predvsem varno vožnjo, uporaba transportnih boksov za prevoz živali in se na trasi potovanja večkrat ustaviti ter živali omogočiti sprostitev. Zakon o zaščiti živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažamo živali, ki niso sposobne za prevoz. Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine vode in podobno. Če skupaj s svojim hišnim ljubljenčkom potujete v druge države, se pozanimajte o dokumentih, ki jih žival potrebuje za prestop državnih meja. Prav tako se je treba pozanimati o nevarnostih kužnih in drugih bolezni na tistem območju. Pri sprehajanju psov na javnih krajih morajo lastniki oziroma skrbniki imeti pse na povodcih. Nevarnega psa pa morajo njegovi lastniki oziroma skrbniki opremiti ne le s povodcem, ampak tudi z nagobčnikom. Namestitev nevarnega psa na domu pa mora biti v zaprtem objektu, pesjaku, in tako, da ga ne more zapustiti brez navzočnosti lastnika oziroma skrbnika. Lastniki oziroma skrbniki eksotičnih živali morajo poskrbeti, da te niso nevarne za okolico in zanje zagotoviti primerno fizično varstvo. Kršitev teh določb pri prevozu, kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z živaljo, se šteje za mučenje in je kot takšna prekršek. V hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje. Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali, nimajo psa na povodcu, nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu, ne zagotovijo vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in je žival zato nevarna okolici. Nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja zaščito živali in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji pristojni za ohranjanje narave. Vsak od teh
v okviru svojih pooblastil. Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona pa ima tudi policija. Policisti obravnavajo kršitve zakona o zaščiti živali, ki so v njeni pristojnosti, in kazniva dejanja mučenja živali, opredeljena s kazenskim zakonikom. Poleg tega sodelujejo s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni ter jim nudijo asistenco pri opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodelujejo tudi z društvi za zaščito živali, kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali čez mejo.